Ja, tokrat samo jaz, Katje ni, da pripravim 3 odlične recepte, kjer je vsak recept pod 5 evrov in je vsaj za 2 osebi. Tako da res ni izgovorov, da jeste zunaj, ker za 5 evrov lahko skuhate odlične obroke in gremo pogledat prvega. Čebulo nasekljaš na drobne koščke, potem pa čebulo prepražiš, da rata zlato-rumene barve. Takrat dodaš tudi češnječke in nadaljuješ s praženjem, kakorkoli pač znaš. Potem pa to osnovo začiniš. Jaz sem dodala sol, dodala sem česen v prahu, poper in mislim, da je to. Medtem ko voda za makarone vre, mi pripravimo našo omako. Dodamo vse v mikser, se pravi to osnovo, ki smo jo pripravili, in dodamo skuto. Vse, kar je. To dobro premešamo in to je naša osnova za makarončke. Kako skuhati makarone vas nam učila, ko pa so makaroni enkrat pripravljeni, zlijete to noter in postrežete. Zelo simpel recept. Jaz sem dodala še parmezan in baziliko in načeloma je to. Kombinacija osvežujočega, kisuga, sladkega. Zdaj gremo pa na nov recept. In gremo na drugi recept pod 5 evrov. Za ta recept boste radi steklene nudle in karkoli zelenjave imate v hladilniku. To sem izbrala jaz, lahko date pa kar hočete. Na akciji sem najdla tudi tega piščanca in porabili ga bomo pol. Nudle v bistvu samo zalijete z vrelo vodo in to je to, pustite in čakate. Piščanca narežete na čim bolj tanke koščke, potem pa narežete še vso zelenjavo. Pač kako boste rezali, kaj boste rezali, čisto po vaše. Recimo jaz sem korenje takole naredila zato, da je bolj tenko in se na koncu tudi hitreje poduši. Moram pa priznati, da romanesco je ena boljših stvari za dati v tako jed. Potem pa sledi praženje. Najprej dodate meso in počakate, da ga približno nekje do polovice popražite, dodate vso zelenjavo, to pražite in potem kasneje to še dušite. In imate tudi ženo, ki pride prečekirati, če je vse ok. Ko je podušeno, dodate pa omake. To je lahko poljubno. Jaz sem dodala sojino omako, ostrigino omako, arašidovo maslo, vodo in pa tale gustin prašek, da je vse skupaj mejhen skup povlekel. Dodaš še makarončke oziroma te nudelčke steklene in to je to. Brutalna jed in pa toliko zelo na easy narejena. Pa smo na točki, ki je čas še za tretji recept, tako da gremo pogledat. In že spet sesekljamo čebulo, narežemo tudi naše češnjevčke in popražimo čebulo. Ko je čebula popražena, jo tudi začinimo, date kar želite in potem v to vmešate vaše češnjevčke. Vse skupaj spet pražite, dodate mezgo paradižnikovo in date kuhati vaše njoke, lahko tudi raviole. Z vodo iz vaših njokov potem zalijete to osnovo, ki ste jo imeli, dobro premešate. Jaz sem dodala kasneje še majčken več vode in baziliko, potem pa dodate še smetano za kuhanje, ki vse skupaj naredi kremozno. Ko so vaši njoki končani oziroma preplavajo na vrh, jih umešate noter v to omakico in zadeva je končana. 5 evrov dobite takle obrok za 2 osebi. Amazing. Kako sem rekla, od zdaj naprej ni izgovorov, da jeste zunaj, ker sem vam kar v zibelko položila 3 enostavne in poceni obroke za vas in vašo družino. To je to od tega meseca in se gledamo naslednji mesec. Aj, čau!